Zaplet z oblikovanjem predlogov nove zakonodaje kmetijskega področja poznamo. Potem, ko je ministrstvo pripravilo predloge, so kmetje rekli, nismo bili zdraven. Potem so ustanovili delovne skupine in mesec dni so potekali pogovori. Zdaj kmetje pravijo, da niso slišani, ministrica pa pravi, da nikoli ni bilo tako globokega dialoga. Del te igre so seveda pritiski. Najbolj skrbi ponovna vložitev novele zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki pravzaprav pomeni drugi poskus depolitizacije te največje kmečke stanovske organizacije. Zato bomo tokrat pogledali nekoliko globlje, si privoščili tudi skok na drugo stran. Naš prvi gost pa je Ciril Smrkolj, ki je podpisan pod zakon o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Gospod Ciril, najprej lepo pozdravljeni. Lep dan. Pisalo se je leto 1999, bili ste kmetijski minister v 4. slovenski vladi, ki jo je vodil pokojni dr. Janez Drnovšek. Šlo je za eno tako zelo burno vladanje, bi lahko rekli. 4. ali 3. 4. po mojih informacijah. 3. Pustiva, bova pogledala. Vsekakor je šlo za eno tako burno vladanje, ki se je tudi predčasno končalo, ampak vam je takrat uspelo pravzaprav tisto, kar so ministri vlekli že desetletje. Že leta 1988, ko je bila ustanovljena Slovenska kmečka zveza, ste rekli, da je nujno potrebno vzpostaviti kmetijsko-gozdarsko zbornico. Potem je sledil poskus zakona, pa ni šlo naprej, so ga umaknili. Vam in vaši ekipi je to uspelo, če se prav spomnim, prav v maju leta 1999 in potem naslednje leto je sledila 12. maja 2000 bila ustanovljena. Na obletnico Slovenske kmečke zveze. Tudi to je en tak zanimiv. Točno tako je. Če se pomakneva v tisti čas, kako se spominjate tistih dogodkov in ali ste zdaj ponosni, da ste podpisani na tisti zakon? Ja, čas je bil zanimiv, čeprav je res ta ideja o ustanovitvi kvalitetne stanovske organizacije kmetov bila dalj časa že prisotna. Pokojni Ivan Oman, pokojni profesor dr. Franc Zagožen, tudi Franc Potočnik, so vse skozi lobirali v okviru prejšnjih vlad, tudi prvega mandata, da bi prišlo do zbornice, vendar čas nekako ni bil zrel. Tudi Slovenska ljudska stranka, prej Kmečka zveza, v parlamentu ni bila tako močna, kot smo bili v tej vladi dr. Janeza Drnovška 96-2000, kjer smo imeli v bistvu 19 poslancev Slovenske ljudske stranke. In z tako zaledjem ali pa podporo poslancev smo uspeli v letu prej že sprejeti zakon o kmetijstvu, ker zakon o kmetijstvu je bil temeljni zakon za izvedbo ukrepov kmetijske politike in tudi za postavitev inštitucij zastopanja kmetov v državi. Zakon o kmetijstvu, seveda je bil pa recimo 93. leta sprejet en pomemben dokument, to je bila strategija razvoja slovenskega kmetijstva, ki je v temelju definirala, kakšno kmetijstvo hočemo, to se pravi sonaravno kmetovanje, dovolj pridelane hrane za slovenskega potrošnika, kvalitetne, varovanje okolja in tudi zagotavljanje socialnega standarda kmetov. Tako da problemi so bili, ampak jaz sem zmeraj bil lobist in sem še zmeraj. Znal sem zlobirati, pogovarjal sem se
z vsemi poslanskimi skupinami in jih prepričal, da sprejmemo zakon, kot smo ga. Seveda, prva oblika samega zakona je bila, kar se tiče zastopanosti kmetov v Kmetijsko-gozdarski zbornici, v svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice, ki je najvišji organ zbornice, je bila malo drugačna. Mi smo želeli, da stranke skozi svoje stanovske zveze predlagajo člane, kandidate za člane sveta in da se na volitvah člani Kmetijsko-gozdarske zbornice o teh kandidatih izjasnijo. Tukaj ni bilo soglasja, čeprav je avstrijski model pravzaprav na deželnem nivoju takšen, kot sem zdaj rekel, in moral sem popustiti in smo to obliko, da društva, združenja kmetov imajo pravico postavljati liste za Kmetijsko-gozdarsko zbornico. In seveda, Kmečka zveza, ki je bila nosilec, bi rekel, teh demokratičnih sprememb v Sloveniji, je kot pod vodstvom takrat profesorja Franca Zagožna pripravila dobro listo in smo seveda dobili večino mest v svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice. To je bilo tisto in tudi ni bilo problem to spraviti skozi parlament. 19 poslancev je bilo za in tudi druge, tako koalicijske poslanci LDS-a in pa Desusa, ki so bili takrat v koaliciji z SLS-om v vladi, dr. Janeza Drnovška, so podprli ta predlog in tudi seveda opozicija, krščanski demokrati, SDS, tudi Jelinčič v svojem delu, tako da se je ta zakon v bistvu sprejel relativno kvalitetno in potem smo šli naprej. Torej ni bil samo en glas do večine in tako naprej. Ne. Ampak bi vas želel še to vprašati. Nekateri pravijo, da ta dolgi čas, torej 10 oziroma 12 let od želja, da se to organizacijo kmečko nevladno vzpostavi in potem, da je prišlo do vzpostavitve, da je temu botroval predvsem strah leve strani, da bo pravzaprav to neka baza za desno stran, torej za SLS takrat. Kako je bilo s tem? To so, rekel, napačna mišljenja ali pa izhodišča. Svet zbornice je tako raznolik, da in če hoče vodstvo zbornice delovati v interesu svojih članov, strankarski moment je nepomemben. Stranka je toliko pomembna, da pomaga zbornici pri uveljavitvi določenih interesov do vlade, do parlamenta, ampak to je spet stvar lobiranja, vpliva pa ni. Izredno fajn bi bilo, če bi vse stranke imele vpliv v zbornici in seveda ta vpliv bi se direktno prenašal tudi na vlado, na parlament in zbornica danes ne bi bila pred to dilemo ali pa pred grožnjo uvedbe neobveznega članstva. Zanimivo, sem gledal, kako ste se odzvali pred 2 letoma, takrat, ko so vložili novelo zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Zdajšnja ministrica Mateja Čalušić je takrat bila prvo podpisana in je rekla, da gre za poskus depolitizacije zbornice. Vi ste bili zelo kritični in kritični so bili tudi ustavni sodniki, ki so potem zavrnili ta prvi poskus depolitizacije. Zdaj imamo drugi poskus, ki pa pravijo lahko privede do tega, da zbornice ne bo več. Poglejte, taka koalicija, kot je zdaj, z tako večino v parlamentu lahko spremeni skoraj vse. Edino ustave ne more, ker hvala Bogu so naši vrli možje prvega mandata sprejeli ustavo in člene, kjer se jasno določili, da spremembe ustave je treba sprejemati za 2/3 večino v parlamentu. Za zbornični zakon je navadna večina dovolj in lahko jo spremenijo. Vendar, a je to koristno za kmetijstvo? Je to koristno za Slovenijo samo?
Ni. Poglejte, mi smo šli v to obliko Kmetijsko-gozdarske zbornice, lahko bi šli v tudi drugo obliko interesnega zastopanja, prav v socialnem svetu recimo. Vendar ta zbornica nam je blizu. Mi Slovenci smo že imeli Kmetijsko-gozdarsko zbornico, ustanovljena je bila 36. leta, ukinil je pa Hitler 42. leta. In depolitizacije ni. V demokratični družbi je politika, so stranke tiste, ki diktirajo, usmerjajo, vodijo, če so na oblasti, državo. Vodijo državni zbor, vodijo vlado. In to je vse politika. Razmišljanje o nekih nepolitičnih vplivih, to je ulica potem. To ni. Ljudje morajo biti voljeni, morajo biti odgovorni za funkcijo, za katero so izvoljeni, svojim volivcem. In samo na ta način se gradi demokracija. Depolitizacije jaz ne priznavam. Ampak zanimiva je ta fraza, ki se vedno znova uporablja, tudi zdaj v tem trenutku. Gospod Ciril Smrkolj, zanima me še, ko sva zdaj pri aktualnem dogajanju, vaš pogled na spreminjanje celega svežnja kmetijske zakonodaje. Zdaj je že 8 zakonov, če zdraven štejemo še to novelo zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, jih je že 9. Prej ste že povedali, kako je bilo s zakonom o kmetijstvu v vašem mandatu, kako ste pravzaprav temelje postavljali. Zdaj imamo spremenjen oziroma na novo napisan zakon o kmetijstvu. Skoraj vsak člen piše, da bo minister s podzakonskim aktom določil pogoje in tako naprej. Kako vse to spremljate, komentirate? Bi si vi kaj takega privoščili kot minister? Poglejte, jaz si tega ne bi mogel privoščiti, če bi bil predsednik vlade. Nikakor ne, ker odgovornost za vse te spremembe ni ministra oziroma gospe ministrice. To je vlada, to je predsednik vlade in to je parlament. V tem krogu se ta odgovornost deli. In seveda je popolnoma nerazumljivo, nelogično, da eno leto pred koncem mandata prideš pred javnost in pred parlament za takim svežnjem spremembe kmetijske zakonodaje. Ni logike. Še posebej ni logično, da se ta sprememba sprejema na sredi reformskega obdobja. 27 bo že novo reformsko finančno obdobje v Bruslu, kjer bodo spet malo drugačni pogoji. In zakonodaja naša se more v celoti zahtevam bruselske politike prilagoditi. In ne vem, koliko bojo te spremembe tudi v Bruslu sprejete, ker Bruselj mora skrbeti za konkurenčnost držav članic. Če sem tako majhen gledal te zadeve, recimo zakon o zaščiti živali nas postavlja izven konkurence. Recimo ukinitev kletk, ja, absolutno, ampak v celi Evropi istočasno. Ne pa, da bodo jajca prihajala recimo iz drugih držav na naše police. Jajca iz kletk, ker jajca iz kletk, vemo, so cenejša. Ne? Tako da jaz bi rekel, vlada je odgovorna in jaz upam, da bo toliko modrosti v okviru vlade, predsednika vlade, da cel paket te zakonodaje ne bojo na silo sprejeli. Ker to bo malo čudna situacija. Prej na začetku sem obljubil, da se bomo odpravili tudi na drugo stran. Mislil sem na Avstrijo. Na drugi strani povezave je zdaj z nami direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Koroške, Hanzi Mikl. Gospod Hanzi, upam, da se slišimo, lepo pozdravljeni. Prisrčen dober dan tudi vsem v Slovenijo. Najprej morda eno provokativno vprašanje. Slišal sem oziroma povedali so mi, da se v Avstriji še ni zgodilo, da bi kdaj avstrijska vlada sprejela
kakšno zakonodajo na kmetijskem področju, ki ne bi bila pripravljena v komunikaciji s kmeti, s kmečkimi zastopniki. Kaj bi se zgodilo, če bi se to zgodilo, gospod Hanzi? No ja, mi bi sigurno potem močno proti tem protestirali, jasno. Vprašanje je, kako globoke ali kako močne so spremembe, ki bi jih recimo vlada naredila ali predlagala. Če so zelo temeljite spremembe, potem bi na vsak način protestirali in stavkali pred ministrstvom. Ja. To bi naredili, drugače je pa tako sigurno, da organizacije, vlade pri nas to normalno ne naredijo. To bi samo tedaj mogoče, če bi se popolnoma čisto vse sistemsko spremenilo, drugače. Pri nas velja socialno partnerstvo, to je že nekaj desetletja navada pri nas in potem tudi vlada z socialnim partnerjem govorijo vnaprej, normalno. To pomeni, kaj imajo pred in v katero stran hočejo spremeniti. Sigurno so vedno prosti, da nekaj spremenijo, če imajo množino not v parlamentu, ampak v glavnem je to v kontekstu, drugače teže vladaš, drugače imaš več protestov in imaš več nasprotja, v glavnem moraš se zmeniti med seboj, kaj hoče vlada imeti in kaj zvornicam oziroma zvornici kot zastopniška organizacija za kmetje in za gozdarje in kaj hoče ona imeti in kaj ona predlaga, in to se v glavnem je kultura se tega zmeniti. Poglejte, pri nas je v teku sprememba krovnega zakona o kmetijstvu, spreminjajo tudi 7 oziroma 8 še dodatnih zakonov na kmetijskem področju. Vsi so bili pripravljeni na ministrstvu brez sodelovanja kmetov, brez sodelovanja strokovne javnosti. Kasneje na pritisk kmetov je ministrstvo naredilo delovne skupine, ki so zdaj mesec dni razpravljale o posameznih členih te zakonodaje. Kmetje so dali svoje pripombe, ampak zdaj pravijo, nismo bili slišani. Kmetijska ministrica pravi, da nikoli ni bila tako široka razprava, kot je zdaj. Kakšen bi bil vaš komentar, ki spremljate to dogajanje? Ja, jaz mislim, da je pravi postopek, ker drugače se lahko zgodi, da potem se pri teh zakonih oziroma pri tem, kar je zahteva kmetijskih organizacij, se ne prilagodi vlada in potem rečimo pusti zakone tako v hudem stanju za kmetijske organizacije in na koncu procesa pa reče, ja so itak v pogajanju z kmetijskimi organizacijami to naredili in zakon več ali manj toliko spremenili, ampak to potem ni. To pomeni, oni morajo že kažati tudi pripravljenost, ali dejansko grejo not v zahteve od rečimo stanovskih organizacij ali ne, in do tega mislim, da je to pravi postopek, da preden oni ne odgovarjajo na to enkrat tudi pismeno ali da rečejo, kaj hočejo dejansko spremeniti, se ne pogaja več naprej. Gospod Hanzi Mikl, po 2 letih smo spet očitno priča pritiskom na kmečke stanovske organizacije. Po eni strani so jim zmanjšali sofinanciranje iz ukrepov skupne kmetijske politike, po drugi strani pa imamo zdaj vloženo novelo zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki predlaga prostovoljno članstvo. In zdaj me zanima, nam lahko pojasnite, zakaj v Avstriji stojite trdno na stališču in so kmetje za to, da obstaja pravzaprav obvezno članstvo v zbornici. No ja, tako, mi imamo zelo dolgo tradicijo v tem pri teh zastopniških organizacij. To pomeni, delavska zbornica je že najmanj 130 let stara, 130 let, in kmetijske zbornice so 100 let do 90 let stare, to pomeni, in tudi gospodarska zbornica ima nad 100 let starosti. To pomeni, to so procesi, ki so že pred drugi svetovni vojni se začeli in v glavnem so se zelo obnesli. To pomeni, vsak je obvezen član teh stanovskih organizacij in to je delavska zbornica kot ena najmočnejših, sigurno, ker ima največ članov, in na drugi strani pa gospodarska, ko so vsi podjetniki not, tudi industrija je not vključena, in kmetijska zvornica,
ko so kmetje v glavnem tam not. Sigurno imaš tudi še eno zvornico za nastavljence v kmetijstvu, imamo tudi še posebno zvornico in potem še za notarje in za zdravnike in tako naprej. Ampak tiste ta tri velike zvornice, ja, so v glavnem te, kar sem jaz prej rekel, in vsi tri imajo sistem obveznega članstva, da je vsak tam zastopan in vlada, če nekaj spremeni in če hoče z delavcem recimo govoriti, potem govori z predsednikom, z predsednikimi, več ali manj, ker pri nas so vsi ti zbornici na deželni ravni. Ja, to so, recimo, kmetijstvo je deželni zakon in tudi vsaka dežela ima svojo zbornico. Mi vsi deželni zbornice imamo pa na Dunaju skupaj eno ščer, to je pa avstrijska zbornica, več ali manj za kmetijstvo. To je ščer od podeželskih zbornic. In zakonsko smo na deželni ravni ustanovljeni in delavska zbornica in gospodarska zbornica so pa zakonsko na zveznem zakonu več ali manj ustanovljeni. In tam je posodno obvezno članstvo, ker potem govori vlada z enim zastopnikom delavcev, ja, in z enim zastopnikom kmetov in z enim zastopnikom za gospodarstvo. To pomeni, tam ima potem svoj problem znotraj svoje organizacije, de facto na svoje stranke ali na svoje skupine to potem de facto gledati, kako prideš ti potem do skupnega mnenja, ja, znotraj svoje organizacije. Ampak vlada govori ne z nižinskim kmetom ali z gorskim kmetijstvom ali z skupino živinorejcev ali govedorejcev ali prašičorejcev, ker tam se je ojazirana, če 10-krat druge skupine znotraj kmetijstva potem pridejo z svojimi zahtevami napram vladi. In zaradi tega govori vlada, ima čisto bolj enostavno vladanja, če ima enega govornika tam, enega zastopnika in s tem se zmeni, ok, tako in tako je, in tako, kaj vi mislite k tem, in znotraj interese več ali manj združite, potem naloga predsednika zbornice. To pomeni, on ima hujšo nalogo kot potem vladajoča stranka, ker ta se treba samo z enim pogajati. In zaradi tega so več ali manj videli, da je to bistveno bolj praktično pri vladanju in da je to praktično se zmeniti s temi organizacijami in potem je več miru v družbi. In Avstrija je zaradi tega, ker ima tisto socialno partnerstvo, imela zelo, zelo malo štrajka, to pomeni stavka. Mi imamo, mislim, celo leto par minut stavka, ampak ne več. In to že od druge svetovne vojne gor. In ker je ta sistem se dejansko obnesel, je obnesel na vseh področjih, zaradi tega se tega obdržijo. Sigurno je tako, da večkrat imaš ti tudi vlade ali predsednike vlad, ki mislijo, ja, mi smo vlada in mi ne potrebujemo še dodatno eno socialno partnerstvo, ki bojo tukaj zraven govorili, ki niso voljeni. Sigurno vsi predsedniki v socialnih partnerstvu so izvoljeni kandidati. To pomeni, noben ni brez volitev prišel do tega predsedstva oziroma kot predsednik. In potem hočejo pač de facto sami vladati in potem mislijo, da tega ne potrebujejo. In tako se meni v Sloveniji tudi zdi. Vlada hoče samo vladati in ne potrebuje tistih obveznih zvornic. In če je to z prostim članstvom, to nič ni, ker ne zastopa vse kmete ali ne zastopa obvezno vsakega kmeta ali vsakega gozdarja. Torej, če sem prav prepričan, ste tudi vi mnenja, da če bo uvedeno prostovoljno članstvo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, te kmečke stanovske organizacije ne bo več? Ja, sigurno je to konec, ker tisti ta veliki kmeti, ja, ali ta veliki posestniki, ali ta velike firme, ki imajo več ali manj kmetijsko zemljo, ja, imajo svoje juriste in svoje pravniki, ki potem to vse preverjajo, svoje zastopnike, svoje lobiji, organizacije, bi jaz potem rekel, in oni imajo bistveno boljši dostop do vlad običajno, ja, kot manjše kmetije, kot mali kmet, ki nima tiste stike tako do posameznega parlamentarca ali kdorkoli, in potem oni naredijo
po svojem, oni grejo pač in naredijo potem pač interese tako, kako oni mislijo. In to pa v našem sistemu ni možno. V našem sistemu eden govori potem za interese kmetijstva in ta mora pa gledati, da od veleposestnikov do čist mehkih kmetij več ali manj združi in zastopa vse interese. In ta proces potem v Sloveniji manjka. To pomeni, v Sloveniji potem, če imaš ti prostovoljno članstvo, potem so pač tisti, ki so pač prostovoljni tam not, ok, so not, ampak tisti, ki imajo veleposestniki, ki bi morali več not plačati, ja, v ta sistem, potem niso zraven, imajo svoje ljudi in svoje lobiste, ki potem pošljajo lahko tudi v Bruselj ali tudi recimo v Ljubljano, da stalno pogovarjajo se z raznimi strankami. In zaradi tega je to potem za kmetijstvo, je to en slab proces in to so ugotovili na vseh ravneh, ne samo kmetje, temveč tudi gospodarstveniki in tudi delavci so to ugotovili in so rekli, in je to sigurno boljši sistem, da smo vsi zastopani skupaj v eni organizaciji in to obvezno. To pomeni, vsak mora tudi prispevati pač v okviru svoje zmogljivosti. Katastrski dohodek je pri nas več ali manj enec, je pri nas v glavnem temelj tega prispevka in tudi en temeljni prispevek, kot recimo vsak član plača en temeljni prispevek, pri nas je to 49 €. In potem še prispevek od strani katastrskega dohodka. In jasno je tako, pri nas v glavnem, recimo, pretežni del katastrskega dohodka plačajo 10% od vseh kmetij. Ja, namreč tiste ta veleposestniki, in ki imajo velike gozdove, ena cerkev ali kdorkoli, ima veliko gozdove in ti plačajo več ali manj glavni del, ampak nimajo glavni del vpliva. In to je merodajno. Oni imajo vpliv isto kot vsak drugi kmet, več ali manj, mogoče malo več, ampak ne tako, v koliki meri bi lahko potem reprezentirajo tudi denarno. In zaradi tega je to ena zelo pametna stvar, ker pride do izenačanja interes in tudi do razdelitve denarja več ali manj od bogatega, velikega kmeta tja v korist majhnega, ker majhen ima tudi isto možnost dobiti svetovanje in izobraževanje isto kot veliki kmet. Ja. Zaradi tega ima tudi sigurno vsak majhen kmet tudi tiste 49 € temeljni prispevek za plačati in potem še pač na podlagi svojega katastrskega dohodka. Samo so prednosti na vsak način v tem, da veleposestniki ne morejo narediti svojo kmetijsko politiko, temveč ena zbornica za vse. In tam je vsak hektar vključen in vsak hektar je tam zastopan. Se mi zdi, da je prav, da se ustaviva še ob enem vidiku, in sicer trenutna slovenska oblast pravi, da si želi depolitizirati zbornico. To je poskušala že leta 2023 in poskuša tudi zdaj. Pa me zanima, kako je v Avstriji s tem? Recimo, je sporno, če so vodstveni ljudje v zbornicah tudi člani političnih strank. Pri vas nekako vidim, da ima ljudska stranka v svojih genih, če tako rečem, skrb za kmeta. Sigurno, jo, ker so vedno bili posestniki tudi recimo v ljudski stranki not in zastopajo več ali manj posestvo. In to tudi vedno naprej. Ni pa rečeno, da mora vedno biti ljudska stranka, ampak sigurno je pretežno tako, da pri vseh zbornicah je ljudska stranka spredaj. Ja? Je spredaj. Pri nas je pa tako, da so lahko člani tudi v parlamentarnih, also v parlamentu, na zvezni ravni, na ravni Evropske skupnosti, tudi na deželni ravni. Mi imamo več takih, mi imamo tudi med Slovencem enega gospoda Smrtnika, ki je de facto v deželni vladi kot poslanec zastopan. To sploh ni problem, to je v glavnem deloma še zelo dobro, ker imajo več vpliva tam, direkt recimo za kmetijstvo. Ja? Mi smo ja zainteresirani, da je čim več kmetov zastopanih na ravni občin, v občinskih svetih, potem tudi čim več kmetov je zastopanih na deželni ravni, v
v deželnem več ali manj zboru ali deželnem parlamentu in v zveznem parlamentu, ker vsak kmet bo pretežno zastopal svoj poklic, to pomeni in svoje gledanje. In on bo gledal kot kmet na svet in ne kot delavec ali kot učitelj ali kot kdo drug. In zaradi tega več kmetijskih političnih aktivnih imamo v družbi, tem bolje je to za kmetijstvo. In če bi jih ne bi imeli, kaj pa to je slabo in vsak ima pravico, da je lahko tudi zastopan tu in tam. To sploh ni problem, ampak tu v zbornici mora v glavnem tisto politiko narediti, katera se potem izcimi pri raznih, pri recimo predsedstvu, pri skupnih sejah v zbornici in ne potem zunaj nekje okrog. To pomeni, tam je obvezen, če je zastopnik recimo zbornice, potem mora govoriti tudi za zbornico. In v tem mi sploh ne vidimo en problem, to je nasprotno, mi vidimo tam eno prednost, če je veliko kmetijskih zastopnikov znotraj v strankah, v parlamentu, na deželni ravni in povsod. Naš cilj je, da je mnogo teh in tudi kmetic tam not zastopano. In mi imamo seminarje, da pospešujemo, da podpiramo, da se ljudi tega navadijo, da se ljudi zmožni potem od občinski ravni do EU ravni zastopati potem več ali manj svoje ljudi, svoje kmetice in kmete v teh kremijah. Gospod Hanzi, morda bi se ustavila še na enem področju, recimo kako vi vidite pritisk na slovenskega kmeta z področja varovanja narave. Na nek način recimo v viziji, ki jo je slovenska kmetijska ministrica predstavila na Brdu pri Kranju pred časom, je napovedala, da se bo moralo na Natura 2000 območjih, na zavarovanih območjih kmetijstvo nekako umikati naravovarstvo. Kako je s tem v Avstriji? Ja, ne tako hudo kot v Sloveniji. Hvala Bogu, ne tako hudo kot v Sloveniji. Tukaj vam ni korist več ali manj ta, kaj se je rekel, komunistična, socialistična perioda in vlada in tudi gledanje recimo na posestvo in gledanje na njivske površine in travniške površine in na kmetovanje. To smo se, hvala Bogu, še bolj vzdržali. Namreč mislim, kot prva stvar je važno, da se ena država ali tudi ena dežela zna sama oskrbiti. To pomeni, da ima sama za jest. To je po moje oceni ena od prvih nalog, sigurno ena od prvih nalog nas kot kmetov in kmetic, da skrbimo za to, da ima prebivalstvo dosti za jest in sicer dobre in zdrave hrane. Ja? In to je prva naloga in potem, rečem, šele pridejo vse druge stvari. Ja? In potem pride tudi, sigurno ne smemo na naravo pozabiti, ampak ti nam moš potem spet nazaj za 100 ali 200 let in misliti, da boš tem klimatske spremembe rešil. Ja, klimatske spremembe so in so sigurno faktum in tam moramo sigurno paziti, da kaj bo prišlo in vse narediti proti temu, ampak s tem, da bomo spet v divjem gozdu vsi in da bo vse tako neobdelano spet, kako se oni mislijo. Če mi ne obdelamo zemljo in nismo obdelali to že nekaj 100 let, potem bi gost bil. V Sloveniji isto kot v Avstriji. 100% gost bi bil. In če živimo potem tako, kako bi narava hotela, smo vsi v gozdu. In bi pač morali potem pobirati tiste stvari, kar v gozdu rastejo. Jo, nekaj gob, pa nekaj malin in od tega bi morali živeti. In vsak kvadratni meter ali vsako nivo smo morali gozdu krasti. Sigurno smo morali to krasti in potem imamo kulturno pokrajino in imamo paše in imamo lahko živino in imamo lahko prehrano. In mi ne bomo več nazaj za 200 let in če naravovarstvo pri nas za nekaj kmetijskih površin hoče imeti, potem bo za to plačalo. To pomeni, potem bo kmet dobil eno odškodnino za to, da da svojo zemljo na razpolago mogoče metuljčkom ali kovesem komu. Ja, sigurno je vse važno, samo to je zdaj v lastništvu kmeta in to mora tudi država potem pripravljena biti nekaj za to plačati, ne samo se polastiti kot mogoče prej v komunizmu. To je en drug sistem, tega mi ne poznamo, hvala Bogu.
ker ima vsak svojo last in na svojo last najboljše gleda. Ja, posod tam, ko je se vse polastilo in ko je vsak bil lastnik od vsega, vemo, kako je gospodarstvo teklo v teh državah. In pri nas to ne bi tako možno bilo, da nekdo reče, zdaj mora tam kmetijstvo zibniti, temveč to je vedno v pogovoru, v dialogu z kmetijstvom, tako da se prosi, da se naredi ene ukrepe, da se kmetom nekaj plača. Ti boš dosti kmetov dobil, če bojo metuljčki boljše plačane, kako mleko, potem bo pa metuljčke proizvajal, če država misli, da je to več uredno, ja, metuljčke proizvajati oziroma gledati na metuljčke na tem kvadratnem metru ali na tem hektarju, potem bomo to naredili. Potem je pač tisti produkt, ki bo mogoče boljše plačan kot mleko ali meso. Mi vse naredimo, ampak plačano in kot lastniki svoje zemlje, ne drugače. Ne kot nastavljenci ene države in potem grem kositi 3 ure, 4 ure. Ja, ne, kot lastnik svoje zemlje. Sem pa slišal eno dobro novico, no vsej sam menim, da je dobra novica, da se v aprilu naša ministrica skupaj s sodelavkami in sodelavci odpravlja k vam v Avstrijo. Se mi zdi, da je to dobra poteza, da ji boste lahko iz prve roke pravzaprav pokazali, kako pri vas vse skupaj poteka na ravni, recimo, kot ste prej rekli, ministrstvo, zbornica in vse to delovanje. Morda bo dobila kakšno novo idejo. Tako, mislim mi smo veseli, da tudi pride na zbornico, ona bo obiskala tudi deželno vlado in bo tudi prišla, mislim, 11. na zbornico. Bomo en lep sprejem tudi naredili, sigurno, in lepo pogostili in jo res informirali, kako zbornični sistem pri nas funkcionira. In glede na zgodovino, ja, zadnjih 50 let, 60 ali kakokoli, 90 let že eksistiramo, na 90 let, je treba pogledati, kateri sistem je bil bolj uspešen. Naš sistem ali en sistem, ki se nekje druge imeli, ali je sistem v Sloveniji, ali kjerkoli. Ja. Kateri sistem je prispelo do več razvoja v kmetijstvu, do tudi večje pripravljenost ljudi še tam več ali manj ostati oziroma v kmetijstvu delati. Vem, da smo samo več 3%, ampak tiste 3% uspešno obdelujejo zemljo, tudi tukaj na avstrijskem Koroškem in tudi če je gorska, ampak to gre samo v povezavi z družbo, da ostane en dialog in da ostane več ali manj jasen princip, da morajo vsi preživeti in da morajo vsak svoje, več ali manj do svojih pravic priti, da ostane tudi na kmetiji in da naprej obdeluje. Ampak mislim, veliko robe gre na žalost, kot Slovenc gledano, od Avstrije dol v Slovenijo, ja, ki bi lahko Slovenija sama proizvajala, ja, svinjsko meso in druge stvari. In naši so vedno ponosni na to, koliko uvažajo v Slovenijo, ampak to bi lahko Slovenija sama proizvajala, če bi sistem bil tako, da bi to podprl v zadnjih letih ali več podprl in več samostojnosti in tako naprej. Sigurno ni samo en ukrep, to je en cel krog ukrepov, ki so potrebni. Ampak v glavnem, pri nas tudi ni vse zlato, sigurno ne, daljš ne, in tudi kmete nimajo vse zlate hiše in zlate hleve. Ampak sistem kot tak funkcionira in tudi politični sistem funkcionira. Če imamo mi zbornica, sestanek na Dunaju, in to imamo enkrat na mesec. Ja, enkrat na mesec imamo sestanek, vsi zbornice na Dunaju, 2 dni, in tam je minister vedno med nami. To pomeni, minister pride, poroča, kaj je novega v Evropski skupnosti, kaj je naše stališče, kaj smo mi rekli tam, kaj hočemo vlada delati. In mi potem dobimo poročilo in mi lahko potem ministra tam 2 uri vprašamo, kaj hočemo. Ja? Kaj si tam rekel, kaj je to, to je mnenje glede tega. In se potem minister sliši vedno naše mnenje in mi slišimo njegovo mnenje in mnenje uradnikov v ministrstvu, ki tudi ta glavni uradniki so vedno tudi zraven na naših sejah. To pomeni, mi skušamo vedno tudi z agencijo za trge in vse to
da skušamo, da se zmenimo v družbi, kako je najboljše, kako pridemo najboljše naprej in kako je za družbo najboljše. Sigurno ni tako, da samo o tem govorimo, kako bi mi lahko več denarja dobili in drugim denar že pa vzeli. Ne, to ni vprašanje. Vprašanje je, kako pridemo kot avstrijska država, kot z našimi deželami, ki jih imamo, najboljše skozi življenje in najboljše skozi politiko Evropske skupnosti. In to je se treba zmeniti in to je en način, ki je v socialnem partnerstvu več ali manj rastel, da je treba se tam zmeniti z skupinami in kot rečeno, ministrici ali ministru je treba samo z enim govoriti, s avstrijskim ali v tem, ko pri nas na seji govori z vsakemu predsedniku od vseh deželnih zbornic in vsak predsednik ima pač svoje interese. Gorske regije imajo bolj gorska vprašanja glede planin ali karkoli, glede volka, katerega mi ne maramo tako, kako to mislijo, oziroma mi ga že maramo, ampak samo tam, ko ima prostor, ampak ne v našem kmetijskem kulturnem prostoru in ne tam, ko imamo planine, drugače nimamo več živine za planino. Tako, tudi to je čist drugo gledanje pri nas v Avstriji ali na Koroškem predvsem, kot v Sloveniji spodaj. Tukaj se dejansko sta dve različni politiki in to je pač de facto naš način, ki je pa kljub temu, in to mislim, bil dosti uspešen v zadnjih 10 letih, ker imamo dosti hrane, imamo kvalitetno hrano, imamo dosti bioproizvodnje in, ampak to tudi na podlagi, da so kmete še vedno lastniki svojega zemljišča in kmete še lahko rečejo, kaj se na tem zemljišču dogaja, in ne 10.000 drugih zakonov, ki bojo potem kmeta naredili samo do hlapca. Gospod Hanzi Mikl, najprej iskrena hvala za to, da ste rekli da ste danes z nami. Hvala za vse, kar ste povedali. Konec meseca zaključujete delo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Koroške, odhajate v penzijo, pa eno tako hudomušno vprašanje, verjetno boste zdaj predvsem uživali pri delu na kmetiji. Kako gledate na prihodnja leta? Jaz imam še dosti izzivov, jaz imam še toliko različnih projektov v moji glavi in toliko ciljev. Moj cilj je, da postanem 100 let star, ali da bom 100 let star. Sigurno imam k temu nekaj dodati, imam sam gledati, če malo na zdravje in na to, da na veselje. Jaz bom se bolj spet z muziko ukvarjal, jaz igram bobne ali perkusion v eni rock skupini. To bomo kot hobi spet naprej delali. Imamo tudi enkrat letno vedno na našem dvorišču potem en koncert. In sigurno jaz imam še eno elektrarno narediti, eno vodno elektrarno skupaj z drugimi kmeti, to pomeni kot zadruga bomo eno vodno elektrarno gradili, ker imamo zdaj dovoljenje za to. In potem imam še druge projekte na naši kmetiji, ampak predvsem bom prvi hlapec, dejansko zdaj, ampak pozitivni hlapec za mojega sina, ki je že prevzel več ali manj kmetijo in delati v družinskem krogu je ena najlepših stvarih in sploh pri delu stati je najlepša stvar. In jaz sem vedno rekel, meni je poklic kmeta najlepši in najboljši poklic, ki se ga da, kjer lahko z družino živiš skupaj, kjer lahko otroci vidijo, kaj ti delaš, kako delaš, kaj ti narediš pametnega, smiselnega. In to nikjer ni tako lepo kot na eni kmetiji. Tako in tudi, ko generacije med seboj živijo. Starejša generacija, mlajša generacija in ena generacija na drugo glede, to je najboljši način življenja, za katerega bi moral veliko plačati, če bi ga ne imel na kmetiji. In tudi delati v naravi in z naravo, sjati vigret in jeseni potem požeti, to je ena stvar, ko to gledaš, to ne moreš ti v glavnem plačati s denarjem. Želim tudi uspešen in predvsem zdravo življenje na kmetijah in zdržite tam. Delo je lepo na kmetiji, tudi če je malo bolj trdo, ampak to ni problem za nas kmetje in za kmetice. Mi smo trdega dela navajeni, ampak potem smo tudi malo praznovanja in fejranja navajeni. Srečno!
Zanimivo, gospod Ciril Smrkolj, je slišati to drugo stran. Tudi takrat, ko ste bili minister, enkrat sem vas poslušal, ste govorili, kako ste hodili tako na Dunaj kot na Koroško, takrat preden je bila zbornica ustanovljena, in ste črpali njihove izkušnje zato, da bi zbornica pri nas zaživela tako, kot je treba. Absolutno, veliko so nam pomagali. Vsekakor, posebej nam je veliko pomagal takratni avstrijski kmetijski minister, gospod Willy Molterer, ki nam je nekako odprl dostop do podatkov, pa ne samo glede kmetijsko-gozdarske zbornice, tudi do načina delovanja ministrstev ali pa ministrstva, lobiranje in pogajanja v Bruslju, ki so bile v tistem mojem mandatu zelo zahtevna, in tudi druge zadeve, tako da smo na ta način se naučili že veliko prej, preden smo se začeli v bistvu pogajati z Brusljem, ne? Ker največji del težav je bil v tistem času za ministrstvo samo in tudi za vlado prejem pravnega reda Evropske unije, acquis communautaire, če se spomniš. In ta pravni red smo mi morali v obdobju 1997-2000 v celoti sprejeti. Spremenili smo en cel kup zakonov, sprejeli smo en cel kup novih zakonov. Ogromno je bilo veliko pogajanj glede sprememb. Jaz se spomnim, zakon o veterinarstvu je bil sprejet 95. leta. A ne? In kdo bi si mislil, da bomo 98. leta ta zakon morali na vrat na nos spremeniti. Ker mi smo imeli takrat v Sloveniji dve avtoriteti, veterinarsko upravo Republike Slovenije in veterinarski zavod Republike Slovenije. Dva inšpektorja v klavnicah. In Bruselj je to zaznal spremeniti. Morali smo se pogajati z veterinarji na eni strani, z poslanci, z vsem, da smo po mukotrpnih pogajanjih parih mesecev zakon spremenili in da nismo dobili embarga. In dialog med partnerji v državi ali pa tudi v Evropi je temelj demokracije, to so pogajanja. Če se še malce ustaviva ob tistem času, zadnjič se mi je oglasila ena visoka uradnica, takrat v času, preden smo stopili v Evropsko unijo, ki je delala na kmetijskem ministrstvu, in je povedala, da je bila pravzaprav v teh predpristopnih pogajanjih zahteva Evropske unije, da svetovalna služba v kmetijstvu ni del kmetijskega ministrstva, da je samostojna oziroma ni povezana s politiko kmetijskega ministrstva. Bi lahko vi o tem kaj rekli? Ja, točno tako. Mi smo imeli par modelov, kako uvrstiti svetovalno službo. Takrat je obstajala pospeševalna služba? Ja, mi smo imeli na ministrstvu direktorat za svetovanje, pospeševalno službo. Gospod Boris je še bil takrat direktor, in ta direktorat je usklajeval delo kmetijsko-svetovalne službe po zavodih, sprejemal in prenašal program, ki ga je sprejela vlada, dela in podobno. Jasna je bila zahteva, da to ne more biti. Kmetijsko-svetovalna služba je služba, ki dela v interesu kmetov, ki sicer sprejema in prevzema en del javnih nalog. Ne? Ker treba je razumeti, tudi zbornica je oseba javnega prava, ki ima določena javna pooblastila, ki jih izvaja v interesu države Republike Slovenije. To je logika. Ne more pa taka svetovalna služba biti pod vplivom politike, vsakokratne potem. Ne? Pride ena politika,
spreminja, pride druga spreminja. Tudi pride druga minister ali pa ministrica pa se spreminja. Saj današnji problem kmetijstva je mogoče tudi v tem, da smo imeli v 10 letih 5 ministrov. Ampak če vas tukaj prekinem, prav mladi, ki jih gostimo v podkastu za to mizo, pravijo, da je neobvladljivo, ker so stalne spremembe, ne moreš načrtovati. Seveda ne. Če gledamo kmetijstvo samo, je en del gospodarstva. In dobro vemo, da gospodarstvo rab stabilne pogoje, daljše obdobje, tudi vsaka veja gospodarstva se težje preko tem zakonskim spremembam, tudi spremembam na trgu prilagodi. In zato morajo biti te stvari zmeraj predvidene, načrtovane, dolgoročno jasne v prostoru kmetijstva, kaj se bo zgodilo, ne pa od danes do jutri. Gospod Ciril Smrkolj, preden se ustaviva še malce ob tej depolitizaciji oziroma pritiskih na tem področju, čisto kratko še me zanima, kako je takrat dr. Janez Drnovšek pravzaprav sprejel ta vaš poskus, da se vzpostavi zbornica. Sem slišal, da v času ministrovanja ste imela kar precej takih burnih dogodkov s predsednikom vlade. Ne bi rekel, da so bili tako burni. Zgledajo mogoče navzven. Jaz sem pač predsednika vlade imel kot predsednika vlade. Avtoriteto, kot sem imel predsednika države. In seveda sem moral v okviru vlade zelo energično uveljavljati nekatere zamisli, interese, tudi politiko, ki sem jo za svojo skupino oblikoval in ki sem jo tudi oblikoval v okviru Slovenske ljudske stranke takrat. Tu so bile težave, vendar argumenti so pri gospodu Drnovšku prevladovali. Z argumenti sem ga prepričal v to, da rabimo več denarja za kmetijstvo, da rabimo upeljati ukrepe primerljive evropski kmetijski politiki, ker brez uveljavitve priprave teh ukrepov se bomo težko kvalitetno pogajali. In po prvih konfliktih je enostavno videl, da imam prav in je enostavno rekel ministru za finance, gospodu Gaspariju, ministru za evropske zadeve, gospodu Bavčarju, vi trije se zmenite in proračun, ki je bil v prvem proračunu za 97 problematično se ga spogajati, se ga leta 98, 99, 2000 sploh ni bilo problem izpogajati, ker sta ta dva tudi razumela, kaj vse moramo mi narediti pred vstopom v Evropsko unijo. Ni bilo samo preko kmetijska politika, so bile inštitucije, ki jih je treba bilo ustanoviti, so bile potrebne priprave za šengensko mejo, ker je fizični nadzor vstopom hrane v Slovenijo bil prisoten in tako naprej. Sploh iz teh tretjih držav, ker mi smo bili takrat ena redkih, edina država Balkana, ki smo bili članica, ki smo bili kandidatka za članstvo v Evropsko unijo. In seveda, ko se je ta dilema prebila, sploh ni bil več problem, mirno sem delal, bil je posluh že v začetku v enem delu, ker mogoče se še spomniš, da je ministrstvo na začetku mojega mandata bivalo na barakah na Parmovi, tudi med Podganami. In jaz sem jasno, preden sem mandat nastopil od vlade, od gospoda Drnovška zahteval, da se nam zagotovijo dostojni prostori za delo, da bojo naši delavci Ministrstva za kmetijstvo imeli ustrezne pogoje za delo in selitev je bila potem na Dunajsko dovoljena in dolga leta je ministrstvo tudi delovalo na Dunajski, tudi zdaj je še na Dunajski, samo je na drugi lokaciji. Treba se je bilo boriti, fajtati se je bilo treba po domače. No. Ja, zanimivo. Bi vas pa zdaj prosil, recimo prej ste že rekli,
imajo tako večino v državnem zboru, da lahko sprejmejo, kar hočejo. Zdaj imamo vložen ta poslanski zakon. Sliši se, da celo nekateri poslanci v obeh skupinah, ki so pravzaprav vložile, ne podpirajo, so proti temu. Po drugi strani smo slišali prej gospoda Hanzija, ki je rekel, če bo ta zakon bil sprejet, pomeni to konec Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. No, lahko se bo še tako imenovala, ampak zastopstva bo konec. Kaj so argumenti, ki bi jih vi položili, recimo, na mizo? Je sploh mogoče v takem trenutku? Zbornica je oseba javnega prava z javnimi pooblastili. In ta javna pooblastila se nanašajo na vse člane, na vse kmete. Zdaj, tudi na tiste, ki niso člani Kmetijsko-gozdarske zbornice na osnovi praga. Če se spomnimo, je bil prag ob sprejemanju zakona leta 2000, recimo, dosti nižji. In zbornica je v prvem mandatu, drugem mandatu imela okrog 170,000 članov. Ko sem jaz nastopil funkcijo predsednika zbornice leta 2008, sem tudi v teh predvolilnih aktivnostih jasno povedal, da bomo zvišali prah in s tem zmanjšali število. Iz 170 smo prišli na približno 110,000 članov. Zmanjšali smo pa tudi članarino. Prispevek, avstrijski prispevek je zanimiv v tem delu. Tam imaš članarino, a ne tisti fi, potem pa še glede na prispevek iz katastrskega dohodka. Tako da jaz mislim, da je popolnoma nerazumno, ker kdo se bo v Bruslu pogajal ob ministrstvu še. V Bruslu se ob ministrstvu lahko pogajajo samo nevladne organizacije kmetov, ki so v evropskem delu organizirane prek Kožeke, Ceje in pa Ceže, mladi kmetje. Zelo težko bo, da bo neko društvo prihajalo v Bruselj. Jaz se spomnim, Avstrijci, ko so se pogajali v Bruslu za vstop Avstrije v Evropsko unijo, je o politiki so bili zmeraj na pogajanjih prisotni predstavniki kmetijsko-gozdarskih zbornic. In če se oni z izhodišči pogajanj niso strinjali, se je spokalo, se je šlo na Dunaj in premlevalo in usklajevalo, dokler niso prišli do enotnega izhodišča za pogajanja. In Avstrija je bila, zanimivo, ena od držav, ki se je izredno dobro spogajala. Tudi mi smo se izredno dobro spogajali za vstop. Zanimivo, da v času pogajanj, recimo, kdo je šel v Bruselj in Bruselj je to sprejemal ob ekipi ministrstva, sindikat kmetov. Sindikat Slovenske kmečke zveze se je takrat imenoval. Kasneje se je preimenoval sindikat kmetov in te so bili prisotni na pogajanjih. Niso imeli pravice diskutirati, so imeli pravico poslušati in uradniki so z velikim respektom se pogajali na izhodiščih, ki so bili dogovorjeni v Sloveniji. Ni bilo odstopanj. Zdaj, ko spremljam leta nazaj, na nekaterih pogajanj kmetov sploh ni bilo. In uradniki so kar malo, tudi politika je popustila v marsikateri stvari, kar pa ni prav. Zelo težko je uradniku ali pa tudi politiki v srcem se pogajati, ko pa
ne gre vsako jutro v hlev, ko ni ob vsakem vremenu na njivi, v gozdu, ko ne čuti težav, bremena, ki jih eno kmetijsko gospodarstvo ima. Ko ne čuti preko tega socialnega momenta, ko zelo težko v tistih časih, pa tu sedanjih, kmečki otroci grejo v višje šole, visoke šole, se izobražujejo. Ne, ker je socialni standard nizek. In če ti vse to čutiš, si na teh pogajanjih mnogo bolj trd, zahteven in izpogajaš preko ugoden rezultat za skupino, katero zastopaš. Zanimiva stališča, torej bi lahko rekli, tudi prej je gospod Hans Mikl govoril o tem, kako se usklajujejo vsak mesec na sestanku na Dunaju, 2 dni, zato da so usklajeni, da gredo naprej. Če pa se še malo zaustavijo ob tem predlogu zakona, če prav gotovo gre za pritisk, verjetno se strinjava zdaj v tem trenutku sprejemanja kmetijske zakonodaje. Če bo sprejet, bo verjetno vse skupaj romalo na ustavno sodišče, ampak tam je tudi en tak vprašaj. Ja, recimo zanimivo je, Hrvatje so ukinili obvezno članstvo in so ga ponovno izpostavili, ker je vlada jasno videla, da brez močne kmetijsko-gospodarske zbornice nima sogovornika. In kot je Hanzi lepo povedal, se ne more vlada pogovarjati s perutninami, s prašičerejci, ovčerejci, pridelovalci mleka, sadjarji, vinogradniki, vsakem posebej. Preko zbornice se more interes skupin definirati, pogajalska izhodišča oblikovati in potem zastopniki zbornice se pogajajo do vlade ali pa tudi do Brusla. Ampak verjetno je tukaj težava, da zdaj recimo se pojavlja kar precej kmetov, ki so glasni in pravijo, prav bi bilo, da bi bilo prostovoljno članstvo. Se pa ne zavedajo prav tega, kar ste zdaj povedali. So bili premalo slišani? Ne. Lejte, jaz mislim, da politika ali zlorablja, ali pa te kmetje zlorabljajo politiko. Ne bom, težko definiram točno. Jaz tudi nekatere osebno poznam. Ne zavedajo se tega, da smo skozi dobro politiko in tudi skozi dobro kmetijsko-gozdarsko zbornico, skozi dobro svetovalno službo v Sloveniji naredili ogromen napredek pri kmetijski pridelavi, ogromen napredek pri varovanju naravnih virov, ogromen tudi napredek pri dobrem počutju živali, ravno zaradi tega, ker smo razumeli, smo imeli dialog in smo postopoma stvari uvajali. Jaz se spomnim profesor Osterca v prvem mandatu, to je bilo 90-92, ko je prišel z zahtevo, da se kvaliteta mleka mora do leta 96 iz par milijonov bakterij v mililitru spraviti na 300 000 bakterij v mililitru. Pa sem si da, možakar je nor. S trdim delom, z izobraževanjem nas kmetov smo do leta 96 prišli iz 3 milijonov na 300 000. In samo dialog, izmenjava mnenj, razumevanje težav, ki jih vsaka taka sprememba prinese, tudi finančnih, potem lahko pripelje do sprememb. Kar tako na horuk, gospod Božič, je pa težko, ne? Ja, se strinjam. Gospod Ciril Smrkolj, ste izjemno oster opazovalec, tudi pronicljiv v svojih ocenah, zato se mi zdi, da bi zdaj ob koncu tega pogovora vseeno zaplula še na eno področje, na širše področje slovenskega kmetijstva. Kako vi ocenjujete ta trenutek? Recimo, če bi bili danes kmetijski minister, kaj bi se vam zdela največja težava? Kje bi najprej zasadili lopato? Težava je v tem, da stan kmeta v Sloveniji, pa tudi v Evropi, ni več cenjen. Vzroki
tega so pa predvsem v tem, da Evropa ni več lačna, hrane je v nedogled, pa določene politične skupine, tako kot je Stalin že včasih, želijo stan kmeta uničiti. Nič drugega. In mi vemo, da v zgodovini, ko se je politika preveč vmešavala v kmetijstvo, je prišlo v določenih območjih, v določenih državah do velikih lakot. In to ni v redu. Politika mora razumeti, da je kmetijstvo ena od gospodarskih panog, svobodna izbira, da kmet za svojo lastnino zagotavlja tudi družbi koristen produkt, to je hrano, in da za dobrim gospodarjenjem skrbi, kot sem že prej omenil, za naravne vire, za dobro počutje živali, da v gozdu skrbi za biodiverziteto, ki jo gozd zagotavlja, da skrbi za obnovo, da izredno težko prenaša, tak pritisk divjadi na gozd, na kmetijske površine in še bolj nevarnost zveri, ki se v Sloveniji pojavljajo, ob tem, da nekateri politika ne zna prebrati dobro Bernske konvencije, ki v enem členu jasno govori, da ščitimo te redke živali, ne bo divjad ali ne bo zver, vendar, če te živali povzročajo gospodarsko škodo, če ogrožajo varnost ljudi, ima država, podpisnica Bernske konvencije, pravico posegati v populacijo. In tukaj je resen problem, da v kmetijstvu bi bili vsi pametni. Še moj župnik je včasih, ampak on je lahko, ker on moli za dobro vreme, za zdravje družine in živine, zato lahko. Vsak novinar, vsak politik, kdor ima 5 minut časa, pa tako v Sloveniji kot v Evropi, se v kmetijstvo ne bi smel tako usodno vtikati, vplivati, ker videli smo, kaj so nekateri evropski poslanci vplivni dosegali z recimo zelenim prehodom, ki so ga silili, zdaj, ki pa mehen krize, kaj delajo? Ja, ga umikajo. Čez noč so pozabili na nas. Ja, umikajo ga. Ker treba je vedeti, da kmetijstvo je en tak cikl zelo zahteven in da naglih sprememb ni. Ti moraš človeka pripraviti na spremembe, ti moraš žival pripraviti na spremembe, ti moraš zemljo, kar je najtežje, pripraviti na spremembe, na druge kulture, kar bo potrebno ob teh klimatskih grožnjah, ki se nam nakazujejo, vendar to je proces. Za konec, gospod Ciril Smrkolj, kaj narediti, da se izkopljemo iz tega stanja, kako doseči tudi, da bo recimo poklic kmeta bolj cenjen, da politika ne bo lomila svojih, ne vem, kako bi temu rekel, na plečih kmetov? Jaz mislim, da treba je prvo vedeti, ne? Tako Slovenija kot Evropa se je v zadnjih 15 letih, 20 letih odrekla kmetijstvu. Nagle spremembe v enem delu in pa izredno majhna finančna podpora kmetijstvu. Ko sem bil jaz minister, smo ob relativno dobri podpori cele vlade povišali sredstva za kmetijstvo. Iz 1% bruto domačega proizvoda smo pa šli na 1,7, 1,8 bruto domačega proizvoda v proračunu na letni ravni. In seveda smo tudi spremenili, da je delež proračuna, ki je bil namenjen za delovanje sistema, inštitucij in tako naprej, ki
šel potem v korist kmetov. Prej je bilo 60% za inštitucije, pa 40% za kmetijstvo ali pa razvoj podeželja. No, to smo spremenili. 60-40, obratno. Tudi v Evropi se dogaja ista zadeva. Evropa je ukinila preko tako imenovano tržno-cenovno podporo ali pa politiko kmetijstvu in prišla na neko skupno kmetijsko politiko, ki je zelo naravnana in prav, da je naravnana varovanju okolja, dobrobit živali, varovanju prostora, naravnih virov in podobno. Vendar delež evropskega proračuna za kmetijstvo se je ravno tako zmanjšal. Jaz se spomnim let tam 2000, ko je Evropa, mogoče 50% evropskega proračuna, ki je bil takrat približno 100 milijard na letni ravni, dajala za ukrepe kmetijske politike in politike razvoja podeželja. Danes ob proračunu, ki je že skoraj na letni ravni 190 milijard, dajo, takrat so dali polovico, danes dajo 1/4, okrog 50 milijard na letni ravni. Vendar nobeno od teh ukrepov ne gre v smeri podpore pokrivanja stroškov prireje in pridelave. Tudi noben od ukrepov, ker je prosti trg, ni varovanje kmeta proti konkurenčnosti naj bo drugih držav ali naj bo drugih kontinentov. Trg je prost. In seveda je edina razumna zadeva, da se Evropa enkrat usede, prebere, preštudira državo od države, vidi razvoj ali pa socialni standard po državah in še posebej skrbno prouči pogoje za kmetovanje in socialni standard kmečke družine. Rimska pogodba iz leta 1959 so jo podpisali, jasno govori v enem členu, da je skupna kmetijska politika dolžna zagotavljati tudi ustrezen socialni standard kmečki družini. In tega se ne zagotavlja. Skozi nizke odkupne cene, skozi odkupne cene iz teh velikih kmetijskih držav smo mi na istem nivoju oziroma naše so celo nižje. In seveda kmečka družina ne more iti, ne more zdržati tega. Jaz se spomnim, ko govorimo o prehranski varnosti, ali pa včasih smo temu rekli samooskrba. V času mojega mandata je bila na začetku mandata tam 97 samooskrba nekje 80%. Konc mandata 2000 je bila samooskrba približno 94%. Ampak kako? Samo z ustrezno odkupno ceno. Odkupna cena motivira gospodarstvo, motivira kmeta v tem primeru, ali bo sejal, ali bo redil živali in tako naprej. Brez tega mi ne moremo, in slovenski kmet, recimo, je zanimivo po mojih ocenah v 20 letih z vstopom v Evropsko unijo zgubil sigurno 10 milijard evrov sredstev na tem, da svoje pridelke ni mogel plasirati na trg dražje. Ker ob taki konkurenci, ko je iz drugih držav, kako boš to plasiral na trg dražje? Lahko zlivaš ali drugo, kar se nam dogaja, znižuješ proizvodno. In mi smo, jaz sem en tak eksperiment nameratal, recimo na zbornici leta 2008-2009, ko smo se predhodno jeseni dogovorili, kakšna bo odkupna cena žita
poleti drugo leto. Tudi smo se dogovorili, kakšne sorte je treba sejati. Takoj se je tisto leto posijalo 10,000 hektarov več pšenice. Takoj. In samo to nam zagotavlja, da bo proizvodnja ustrezna v teh kriznih časih za našo prehransko varnost, da bo ustrezna. Ni nujno, da je 95%, tudi pri 80% samooskrbi preživimo v kriznih časih. Malo manj hrane bomo zmetali stran, malo bolj bomo varčni in bo šlo. Ker zdaj ni problem v tem trenutku samo hrana. Če Evropa zdaj govori o zelenem prehodu, pa sem prav natančno tudi zapisal sem si določene številke tega zelenega prehoda, zakaj vse ne namenjajo denar, in to ni malo denarja. Govorijo o 800 milijardah evrov, ki bi jih skozi nepovratna sredstva, skozi kredite, posojila zagotavljali za projekte tega zelenega prehoda. V zelenem prehodu je tudi eno jasno določilo kmetijstvo. In v evropskih dokumentih jasno piše, kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti in zagotavljanje kvalitetne hrane evropskemu potrošniku. Vendar, niti v redkih državah Evrope se je skozi državne programe omenilo kmetijstvo in omenilo projekte, v kmetijstvu. Mogoče digitalizacijo, ostalo pa ne. Pa ni samo digitalizacija, rešitev. Rešitev je, da motivira, da celotna družba razume, da smo v krizi, cel svet je v krizi, ne samo Evropa, da kriza bo prvo jaz ocenjujem energetska, iz energetske krize pride prehrambena, v tem trenutku nam pa grozijo še tudi druge, te zdravstvene krize. Recimo, že COVID je jasno pokazal, kaj pomeni ena taka epidemija v svetovnem merilu. Transport je blokiran, potovanja so blokirana, turizem je blokiran in mi smo v času COVID-a doživljali pomanjkanje. In mi bi se morali pustiti na miru Kmetijsko-gozdarsko zbornico, skupaj v državi doseči konsens, kako se bo država, Republika Slovenija odzvala na te svetovne izzive, ki nas čakajo. Ali bomo dajali samo za orožje, ali bomo premišljeno rekli, vojska brez hrane ne funkcionira, vojska brez energije ne funkcionira, narod pa še manj. In tukaj moramo najti obliko in to bi bila diskusija za politiko v tem trenutku, da to našo paradigmo malo spremenimo in rečemo, rabimo kmeta, rabimo določeno prehransko varnost v državi, rabimo varovanje tudi energetskih virov in oblikovanje drugih oblik energije in tako naprej. Čeprav fotovoltaika zame ni rešitev. V Sloveniji, ker imamo toliko padavin, je hidroelektrika rešitev bila in bo. Tako da je kar treba razmišljati malo širše in upam, da bo tudi politika razumna, da bojo pretehtali te argumente nevladnih organizacij in tudi Kmetijsko-gozdarske zbornice in da bo predlog zakona o ukinitvi obveznega članstva umaknjen.
Gospod Ciril Smrkolj, se mi zdi, da lahko zaključiva tudi s tistim, kar je povedal prej gospod Hanzi Mikl, ker je rekel, 2 dni na mesec se pogovarjamo, rešujemo, iščemo. Če bi se kaj takega uvedlo tudi pri nas, se mi zdi, da bi naredili veliko korakov naprej. Se vam zahvaljujem za obisk, se vam zahvaljujem za ta pogled, za pronicljivo razmišljanje, pa želim vse dobro naprej. Hvala lepa, enako tebi in tudi poslušalcem in gledalcem vašega medija.